Dober dan vsem, ki ste prišli na zaključek našega letošnjega tretjega razpisa za filozofski natečaj mladih Slovenske matice. Torej, Slovenska matica, ki jo predstavi marsikaterih starejših ali pa malce mlajših izobraženih ljudi, nekoč še veljala pri nekaterih, mogoče zdaj še tudi, ampak neupravičeno, za tisto društvo, kjer se večinoma zbirajo starejši sivolasi ljudje. Če danes pogledamo po dvorani, je malce drugače in to nas izredno veseli. Torej, poskušamo se predrugačiti, posodobiti in predvsem prisluhniti tudi mlajšim generacijam. Upam, da nam z našimi razpisi, kot je ta in tudi z drugo našo dejavnostjo, to tudi uspeva. Filozofski razpis je vsako leto prilagojen eni izmed knjig iz našega bogatega filozofskega znanstvenega programa, ki ga pripravlja komisija, o kateri bo kasneje za mano tudi več povedal in o rezultatih njenega dela in o njenem delu. Njen podpredsednik Luka Trebežnik, predsednika Edija moramo opravičiti zaradi objektivnih okoliščin in mi je prav žal, da danes ne more biti z nami. Ob tem bi rad še poudaril, da seveda Slovenska matica, ki bo naslednje leto obhajala svojo 160-letnico delovanja, s temi tremi ustanovitelji, ki so za nami, torej prvimi tremi predsedniki, in ostalimi predsedniki, ki so na to sledili, ki jih vidite v tem prostoru. Galerija se nadaljuje v naših zgornjih prostorih v sejnih sobah. Torej, poskuša na različne načine stimulirati slovensko znanstveno literarno misel. Ta današnja točka, današnji dogodek je eden izmed teh. Radi bi ga še nadaljevali in upamo, da ga bomo. Kot društvo smo seveda odvisni od številnih donatorjev, sponzorjev, ki nam pomagajo, in v tem primeru bi se z tega mesta zelo rad zahvalil tovarni zdravil Krka, ki pripomore k temu, da smo z razpisom s temi dogodki začeli in upam, da bomo tudi v bodoče z njimi plodno nadaljevali. Ne bi bil preveč dolgovezil, ker bomo o nagrajencih, ki jim že vnaprej čestitam, oziroma jim bomo še danes o njihovih delih še posebej prisluhnili, torej še slišali dosti kasneje. Sedaj pa bi najprej prosil, da nas v imenu soorganizatorja pozdravi tudi član komisije in podpredsednik Slovenskega filozofskega društva Luka Trebežnik, za njim pa bo spregovorila še besedo naša glavna sponzorka Vera Medved. Prosim. Hvala za besedo. Čast mi je bilo sodelovati in tudi Slovenskemu filozofskemu društvu pri vsakem letnem zniže natečaju. V komisiji smo bili splošno mnenje kar precej zadovoljni z kvaliteto, poglobljenostjo esejev. Najprej se je pojavil tako mogoče pri sami izbiri očitek, da gre mogoče za malo abstraktno tematiko, ni da mogoče za malo zastarelo, ampak so tako dijaški in študentski eseji seveda še v največji meri pa tisti nagrajeni potem, ki jih bomo danes še bolj konkretno predstavili, dokazali, da gre za zelo tako živo, aktualno misel in res v komisiji smo zaradi tega imeli potem kar težko delo in smo na koncu dosegli konsens, se mi zdi, da ti nagrajeni res odstopajo in po slogu, kvaliteti, poglobljenosti, referencah, vse to. Mogoče omenim še tako, da vseeno smo naleteli tudi na kar aktualen problem. Eden od poslanih esejev je bil nedvomno ustvarjen z neko to sodobno AI tehnologijo. Se je videlo, da niti človek ga napisal, tako da tudi tu pač se mi zdi, da je čisto zgrešena poanta in filozofija in vsega. Pa če človek tudi lahko, da bi bil tisti esej boljši, pa če bi res tudi po kvaliteti negativno odstopil, ampak nažalost, pa če res človek tega ne sam sproducira, oziroma če nima nekega ponotranjega znanja, je res vse to za manj. Sem pa res delim z drugima članoma mnenje, da pač res so in že zrele misli, dobro oblikovane,
tudi ni nekih teh, da bi rekli, mladostniških, kako bi rekli, zaletavosti ali karkoli, ampak res poglobljena preudarnost in res čestitam vsem nagrajencem in tudi tistim, ki bodo potem pohvaljeni za res zelo lepo napisane, poglobljene eseje. Tako da jaz bi zdaj samo še pač izkoristil, da pač res tudi v imenu Slovenskega filozofskega društva povabim še k sodelovanju. Zdaj ste že dokazali tudi nagrajenci, da ste, bi rekel, polnopravni, no, že upravičeni, tako bom rekel, člani neke filozofske skupnosti, tako da podobno kot Slovenska matica, pač ni to neko zbiranje, ki bi bilo utemeljeno predvsem na starosti in tako naprej, ampak res po nekem globokem interesu za razmišljanje, za refleksijo. Tako da jaz z tega mesta samo še res zaželim vse dobro in pohvalim res še enkrat vse prejete. Dober večer, sem nameravala reči, pa je še tak res dan zunaj. Hvala lepa za lepo napoved. Jaz osebno bi želela biti sponzorka, ampak sponzorka je kar tovarna zdravil iz Novega mesta. In v Krki, ko gre za zdravje, ne sklepamo kompromisov, ker je samo najboljše dovolj dobro. In mogoče ne veste, da se s Krkinimi zdravili dnevno zdravi več kot 55 milijonov bolnikov v 70 državah sveta. In nova zdravila, ki temeljijo na lastnih inovativnih postopkih, so ustvarja več kot 800 mladih ljudi, mladih znanstvenikov z različnih najmanj 30 naravoslovno-tehnoloških področij. Od skupaj 13.000 zaposlenih, seveda. Velikokrat nas sprašujejo, dobro pa, zakaj vi toliko sponzorirate, kako da ste tako uspešni. Uspešnost je zagotovo rezultat strokovnosti, znanja, trdega dela, predanosti, krkašic in krkašev. Zagotovo je tudi rezultat vlaganja v nove sodobne tehnologije, ker brez tega ni napredka, seveda. Je rezultat vertikalno integriranega poslovnega modela. Ta komplicirana besedna zveza pomeni samo, da vse izdelamo sami v Krki, od zdravilne učinkovine, ki se vgradi tista mala količina miligramih v tabletko, poleg ostalih surovin, seveda, do končnega izdelka v škatlici, ki gre na svetovna tržišča. No in tukaj mislim, da lahko potegnemo neko vzporednico s to našo najstarejšo kulturno-znanstveno ustanovo, Slovensko matico, ker tudi tukaj je potreben trud, je potrebno trdo delo, je potrebno znanje za doseganje rezultatov takšnih, kot so, in le tako lahko premagamo tudi skupaj vse ovire, ki nam seveda ves čas stojijo na poti. Mi smo še posebno veseli tega razpisa, filozofskega razpisa za mlade, tudi v Krki bomo letos že 53. podelili Krkine nagrade, mladim znanstvenikom, seveda, raziskovalcem. In tudi tema, smo slišali prej, ste rekli, da nekateri mislijo, da je mogoče zastarela, nikakor ni, kajti ena od tem, dveh tem, ki je bila razpisana, je iskanje poti k resnici in dobremu. In že Platon v spisih o Sokratu pravi, da je resnica v svojem temelju pogojena z dobrim, že na začetku. In Sokrat mlade uči, da iščejo resnico v dobrem. In to so delale generacije pred nami, bi morali mi početi in bi morali vsi ljudje tudi v prihodnje. Le tako bomo lahko živeli v sožitju nekako. No in Krki je glavni kompas, ko se odločamo, ko sprejemamo neke poslovne odločitve, naše poslanstvo živeti zdravo življenje. To pomeni, da delamo dobro za vsa živa bitja, za ljudi in za živali in seveda tudi za naravo. In naša resnica je, da samo tako lahko prispevamo k soustvarjanju boljšega sveta. Iskrene čestitke v imenu krkašic in krkašev, mladim nagrajencem in upam, da jih bo vsako leto res več
Mi vam bomo z veseljem stali ob strani. Hvala lepa. Dober dan, tudi jaz vas prav lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Najbolj sem vesela, da imamo danes spet med sabo v svoji družbi nove člane Kluba mladih, s tem, ko ste se odzvali na naš natečaj in poslali svoje prispevke, ste se pač pridružili tudi našemu pomembnemu društvu in ste postali naši člani. Tako da to je ena taka zelo pomembna stvar tako za nas, kot bo upam tudi sčasoma postajala vedno bolj za vas. Rada bi se zahvalila vsem govorcem, ki ste že tako lepo pozdravili na tem dogodku. Preden gremo res na formalni del, na vsebinski del, pa samo še nekaj formalnosti. Kot veste, ta natečaj soorganizirata Slovenska matica in Slovensko filozofsko društvo s podporo generalne pokroviteljice Krke. Obenem pa tale dogodek podpira tudi Mestna občina Ljubljana, tako da se vsem podpornikom tudi še na tem mestu zahvaljujemo. No, zdaj pa preidemo na vsebinski pogovor, ki bo pač po spremu podelitev tehle nagrad. Pa bi prosila najprej za prvi del našega glasbenega spremljevalnega programa, ki ga izvaja gospa Janja Brlec, ena najuspešnejših citrark, tako pri nas kot v mednarodnem prostoru, prvo nagrajenka mednarodnih in državnih tekmovanj, ki se trudi v svojem delu pač citre približati širši javnosti kot koncertni inštrument velikih razsežnosti in neomejenosti in zato se pojavlja v različnih glasbenih stilih. To bomo tudi danes videli, kajti prvo delo, prva skladba, ki nam jo bo zaigrala, je Bachova suita za violončelo v priredbi Oberlechnerja. V nadaljevanju pa potem sledi še splet dveh popularnih pesmi in pa še potem priredba slovenske ljudske. Tako da najprej vas lepo prosim za prvi glasbeni vložek.
stalnico urednico Slovenske matice in doktorico Sonjo Weiss, članico žirije, ki bosta v pogovoru z naslovom Plotinova pot k resnici in dobremu se navezali na Plotinove zbrane spise, ki so pravkar išli še v celoti po Slovenski matici in ki so bili izhodišče, eno izmed izhodišč za pisanje esejev. Tako da prosim, da se pridružite na odru. Dobar dan in prav lepo pozdravljeni, seveda še tudi v mojem imenu. Vedno smo zelo veseli, tako kot je povedal že predsednik, kadar so z nami mladi. In še posebej veseli, kadar so z nami tisti mladi, ki razmišljajo in pišejo. In nenazadnje je prav zato tudi današnji pogovor namenjen knjigi Zapisani besedi. In pogovor bom vodila z docentko, doktorico Sonjo Weiss, tudi članico strokovne žirije, ki je zadnje desetletje posvetila izjemnemu projektu, prevajanju Plotinovih zbranih spisov, ki so išli v 3 zajetnih zvezkih pri Slovenski matici. In seveda je to nekako, bo poskušala v tem kratkem času, ki je tukaj odmerjen, nekako mladim tudi dati uvid v to, kakšno zahtevno delo je to in tudi kakšna radost. Je pravzaprav prevajanje antične filozofije, starih spisov in seveda tudi iskanje resnice in dobrega v njih. Draga Sonja, dobrodošla na Matici. Kot zmeraj ne zamerite, da jo bom tikala, sva kolegici, bili skupaj tudi na fakulteti nekaj časa, tako da bi bilo nekako vikanje umetna forma v tem trenutku. Nenazadnje pa nas je že antika, vsaj od Platona dalje, učila nečesa. Učila nas je dialoga. Učila nas je pravzaprav tega, da je vedno ob nas potreben nekdo drug, tisti ti, ki ga nagovarjamo in sprašujemo in nam odgovarja. In Platon je pravzaprav dokazoval, da samo skozi dialog, skozi formo dialoga lahko stopamo po poti iskanja resnice in dobrega. In zato je morda tudi ta najna forma danes primerna za ta trenutek, za ta dogodek. Vsekakor pa prvo vprašanje velja, draga Sonja, kako se je zgodila v kopici obveznosti in kopici seveda spisov, ki še neprevedeni, vendarle čakajo, da bodo doživeli tudi slovenski glas, bi rekla, torej prevod. Kako je sledila ta odločitev in izbor za Plotina? Hvala. Večer, vesela, da sem... Zelo sem vesela, da sem lahko spet tukaj in da lahko govorim o Plotinu, ki mi je res predstavlja kar en pomemben del mojega življenja in dela. Če kar takoj odgovorim na vprašanje, izbira prevoda Plotina ni nekaj, kar bi jaz recimo osebno rekla, zdaj bom pa prevedla Plotina. V bistvu je to nekaj, kar se je nekako ustvarjala obstajala ta potreba, ker enostavno gre za tako pomembnega in velikega misleca, ki je bil v slovenskem prostoru relativno neznan in z izjemo nekaterih posameznih traktatov, sicer kar pomembnih, v bistvu še čisto nepreveden. Tako da ta potreba je nekako ves čas obstajala in jaz, ko sem se začela ukvarjati z njim, nisem prav razmišljala, da bo to kakšen moj projekt ali kakorkoli. To je bil pač tema moje doktorske disertacije.
kjer je seveda človek komentira veliko odlomke in kot grecistka si seveda nisem mogla privoščiti, da bi navajala prevode angleške ali kakorkoli, z izjemo obstoječih slovenskih in sem pač vse te odlomke prevajala sama, kar se nekako, kot sama veš, ne pričakuje. In iz tega je potem počasi nastalo pač neka želja oziroma stik z besedilom je nekaj, kar te predrami, ko dejansko to iskanje, prevod je v nekem smislu iskanje resnice, iskanje avtorjeve resnice, iskanje tega, kar želi povedati oziroma iskanje njegove misli, tako da to je nekako raslo samoumevno. Tudi naši študentje se velikokrat odločajo, ko pišejo magistrske naloge, da je prevod del tega, zato ker enostavno stik z besedilom je pomemben, z originalnim besedilom je pomemben in v bistvu prek tega prevoda in nekega vpogleda v tekst pridejo do nekih drugih resnic. Tako da to je bil, seveda potem je šlo pa naprej ob spodbudi mentorja, ki je tudi tukaj danes, profesor Rušič, se je potem razvil ta projekt, ki ga je lepo prijazno vzela pod krov Slovenska matica, sprva kot izbor in končno sem bila nekako kar pripeljana pred to dejstvo, da se pač prevede vse skupaj. In to je seveda trajalo nekaj časa in zdaj sem res dober občutek, da je to zaključeno. Nekaj časa, ne? Ja, 10 let približno, če počnem potem še začetne. Ja, Slovenska matica je bila pred 160 leti, kot je povedal naš predsednik, ustanovljena prav z namenom, morda si danes mladi tega ne znajo predstavljati. To je bil čas, ko seveda nismo imeli ne slovenske univerze, ne naše akademije, ko nismo imeli niti znanstvenih knjig v slovenščini, zakaj vsi naši mladi so hodili študirati v tuje kraje. In matica je bila ustanovljena prav z namenom, da razvija znanstveni jezik v slovenskem jeziku, da začenjajo izdajati knjige, tudi zahtevnejša dela v slovenskem jeziku. Takrat je obstajala ena sama založba, Mohorjeva, ki je seveda izdajala bolj leposlovne in dela in še danes goji matica pravzaprav to svoje poslanstvo, ki je vpisano v njene začetke. In pri prevajanju se seveda soočamo prav s tem. Kako najti izraz, kako odkriti izraz, kako prenesti nek drug svet, neko drugo misel v slovenski svet, nek drug čas, v današnjost. In seveda je samoumevno vprašanje, koliko pravzaprav, v kakšni meri sam jezik določuje način mišljenja, kako to skozi prevajanje si doživljala sama, kako jezik določuje način mišljenja in kako seveda misel obvezno sledi jeziku. Vemo, da je nekaj o tem že rekel Ludwig Wittgenstein. In se resnico v slovenščini misli drugače kot Alethev, ki kot je, seveda vemo, to utemeljeval Heidegger. Ja, to je, se pravi, to je kar, definitivno pri prevodu je nekaj te zaveze, ki jo ima prevajalec do avtorja in seveda se trudi, ko prevaja, izraziti to misel, ampak hkrati mora pa misliti tudi na bralca. In tukaj imamo več izzivov. Pri filozofskih besedilih je seveda vprašanje neke terminologije, poleg tega je pa tudi vprašanje nekega podajanja, ker tudi filozofi pišejo različno. Imamo recimo bolj literarne filozofe, kot je Platon, ki je v bistvu tudi pesnik, pravzaprav, kjer so njegovi dialogi pravzaprav literarne umetnine. In imamo Aristotela, ki je tudi sam po sebi zelo zahteven avtor, popolnoma na drugačen način kot Platon. In imamo recimo tukaj zdaj primerjam pač te 3 velike Plotine, v katerem edino lahko res kaj povem, ker pač Platona in Aristotela nisem prevajala,
sem kvečemu brala kakšne odlomke v izvirniku. No in pri Plotinu imamo pač ta izziv, da je popolnoma na nek način odsotnost te pozornosti, bi lahko rekli, do bralca, do formulacije. V bistvu Plotin si prizadeva, ne? On si sam prizadeva ubesediti to resnico, ki jo ves čas išče, čuti, sega po njej. In pri tem v bistvu ne izbira sredstev, bi lahko rekli. Si ne prizadeva za lep, mogoče tok, za okrožen začetek, jedro, zaključek, kot bi danes rekli, kakšne seminarske naloge. In to je bil problem, s katerim so se soočali že njegovi učenci, ki so potem divje popravljali ta njegova besedila za njim, in v bistvu njegovi bralci, ki so se včasih kar malo pritoževali. In dejansko s tem se soočamo tudi moderni prevajalci Plotina, ne, kjer vidimo, da dejansko smo včasih prisiljeni določene stvari zapolniti, preformulirati, ne, in pri tem se v bistvu ves čas krčevito sprašujemo, ali smo ostali zvesti tej resnici. Ne. Tako da nikjer pa ni ta težava bolj očitna kot, ne, mogoče če se navežem na drugi del tvojega vprašanja, kot pri teh stvarih, ki so tako rekoč neobesedljive, ne, kjer v bistvu testiramo meje tega logosa. Eden od nagrajenih esejev je posebej izpostavil, ne, tudi pomen jezika za filozofsko misel, ne, in v bistvu sploh za človeka, ne, ki kot nekaj, kar človeško misel nekako povzdigne iz tega, bi lahko rekli, neutipljivega živalskega občutja pa izkušnje, in jo formira, v bistvu formira človekove misli, izkušnje in s tem daje nadzor nad njim, ne, in v bistvu opredeljuje. Ker to je logos. Ne. Ampak vemo, logos, že to, da logos v grščini pomeni hkrati misel in hkrati beseda, nam pove, kako pomembna je ta vez med mislijo in besedo. Ne. In seveda je od nas odvisno, kako pomembno nam je, da svoje mišljenje obesedimo. Ne? Mogoče nekaterim ljudem niti ni tako pomembno, oziroma ne, ljudje smo tukaj različni, ne, predvsem pa tudi filozofi, recimo Plotin je bil sploh veliko filozofov mnenja, ne, da v bistvu te najvišje resnice ali recimo najvišjega dobrega se absolutno ne da obesediti. In zdaj je pomembno postaviti, če je logos tista meja, kaj je onkraj te meje. Ne? To se je recimo tudi, kaj si pravno Wittgenstein spraševal. Ne? Kaj je onkraj te meje, se pravi, ali lahko misli, ne moramo postaviti meje v bistvu, ne? Pri besedi pa ta meja je in onkraj te besede niso še zmeraj je, recimo formulacija pa odpove. Ne? In je potem pač nek nesmisel, oziroma to pa ni ne misel. Pričemer tudi tukaj, ne, tudi misel zadane pri Plotinu, spet lahko govorim bolj o Plotinu, ne, zadane ob to mejo, ko tudi misel nekako ne more več naprej. In v tistem trenutku, ne, pa pride mogoče do tega, do te resnice, zdaj jaz težko karkoli pametnega res povem o Heideggeru, edino to, kar bi lahko rekla, ne, mogoče v tem smislu Slovenci, tudi to, kar sem čutila v teh esejih, je to iskanje resnice kot nekega absoluta, se pravi ne kot neke tvorbe misli, konceptov, mišljenja, ne, nekega odnosa, nečesa, kar bi bilo podvrženo temu ali vklenjeno v to, ampak kot neke danosti, v tem smislu resnice kot nekega absoluta, kjer pa seveda se mi zdi potem ne samo jezik, ampak tudi misel na nek način odpovesta. Tako da dejansko sem čutila tudi to, ne, mogoče dejansko razskrivanje, razskritje tudi v nekaterih od teh esejev, ki so iskali, ne, ki so v bistvu bili prepričani, da v bistvu ta absolut je, ne, in da v bistvu na nas, da ga nekako oživimo, da smo ta absolut, ne, da smo mi to ta resnica. Imenitno si omenila, da seveda tudi mladi še vedno verjamejo to absolutno resnico. Kaj pa ti, glede na to, da smo slišali, morda namig pa ga je imenitno vrgla gospa Elvira Medved, da vendarle iskanje
poti k resnici in dobremu ni tema, neka časovna tema, ki je aktualna zdaj ali bila nekoč, ampak da je to nekaj, kar človeka zavezuje kot človeka. Kaj pa ti? Koliko te je ta pot, Plotinova pot, prevajalska pot, k resnici in dobremu spremenila? Kam je preusmerila tvoje iskanje resnice in dobrega? Ja, kot sem že omenila, je samo prevajanje na nek način ena etična zavezanost k, zdaj bom tako rekla, k avtorjevi resnici. Ti se lahko v bistvu z tem avtorjem besedila ne strinjaš, lahko celo mogoče si prepričan, da to, kar piše, govori, misli, da je laž, v tem smislu pa, da ni resnica. In takem primeru jaz verjetno ne bi želela prevajati tega avtorja. Ampak ne glede na to, prevod sam je zavezan tej avtorjevi resnici. No, ampak pri Plotinu v bistvu, vsaj kar se mene tiče, ni bilo tega strahu. V tem smislu je bilo na nek način to prevajanje en nenehen korektiv, ker to iskanje prave dejansko misli, dejansko tega, kar Plotin govori in to prizadevanje za neko aktualno razumljivo formulacijo, ki je zvesta tej resnici, te prisili pravzaprav k eni neizprostni poštenosti. Zdaj ne govorim mogoče o tej etični poštenosti, da ne ukradeš nečesa, ampak v bistvu, da si ne moreš reči, no to pa mogoče je tako, tudi v redu, ampak da se v bistvu odločiš, poiščeš res to pravo pot in potem se zavedaš nekako, da druga pot ni tista prava, oziroma ves čas si zavezan k temu iskanju in jaz mislim, da to tudi vpliva. Vsaj v neki meri name je vplivalo, ker sem postala manj tolerantna za recimo mogoče kakšne zlasti besedne, prikrite, kaj bi rekla, sprenevedanja, namige. Nekako sem tudi v medsebojnih odnosih, kadar sem se recimo s kom ali zapletla v kakšno polemiko, sem včasih kar rahlo nestrpna že, ker se mi zdelo, da besede včasih lahko tako prikrivajo nekaj, oziroma in v bistvu, da se z besedami da lepo zmanipulirati nek pogovor, neko resnico, neko temo, jaz sem pa nekako zahtevala, da je popolnoma jasen ta pomen. Tako da v tem smislu se mi zdi, da prevod enega zahtevnega filozofskega besedila, to je zdaj čisto moja osebna izkušnja, nikakor ne trdim, da je to nekaj univerzalnega, ampak kar si ravno vprašala. Ja, hvala lepa za ta uvid v prevajalsko delavnico in seveda tudi v samo branje tvoje, filozofsko branje Plotinovih spisov, vendarle pa so danes v našem ospredju, tudi v naši prvi vrsti, današnji nagrajenci, nagrajenka in trije nagrajenci, dva sta se žal opravičila. In nikakor ne moremo za zaključek, da vendarle vprašam še tudi tebe kot članico strokovne komisije. Zdaj si dobila pa vpogled tudi na to, kako mladi razmišljajo o resnici in dobrem. Bi lahko določila skozi branje teh esejev, kje se danes duhovno formirajo, kako in ali je to njihova pot skupna? Ja, vsekakor to, v bistvu, to sodelovanje v tej komisiji je bila zame ena taka res nepričakovana, kako bi rekla, čudovita izkušnja, vsekakor sem zelo hvaležna za njo. Zdaj, kot profesorica na fakulteti, imam, oziroma sploh kot profesorica, imam vpogled, imam stik kot si rekla, v mlade, v njihovo razmišljanje, ampak to je vseeno nekaj drugega. To je vseeno nekaj drugega, se pravi, drugo je neka seminarska naloga, ki jo oddajo, jaz popravim in se potem zagovarja, ali pa eno tako v bistvu čisto anonimno, popolno razmišljanje, ki ga človek dobi in v bistvu je to en privilegij. Jaz sem to dojemala res kot en privilegij, da sem lahko v bistvu dobila en pogled, ker so bili to včasih zelo osebni spisi. No in to, kar me je recimo
zelo, ne bom sploh rekla presenetilo, ne, v bistvu ni presenetljivo, ampak to, kar sem opazila, ne, najprej, kar je v bistvu že tudi gospa Vera povedala, ne, je bilo tudi ta povezava med dobrim in resnico, ker naslov je bil tako zastavljen, ne, mislim, da pot k resnici in k dobremu, in seveda to je puščalo odprto, da se ali to dvoje poveže, ali se to dvoje loči. Recimo to, kar smo lahko opazili pri teh esejih, ne, je, da večina je v bistvu to dvoje povezana, oziroma ali izenačila, ali pogojila eno z drugim, ali nadgradila šele v nadaljevanju, ne, tudi če v začetku to ločila, je na nek način v večini esejev bilo to dvoje nekaj kot nekaj nerazdružljivega. Je pa, sem videla, da se prav ta pojem resnice je bil nekako bolj pereč, kot seveda pojem dobrega, ne. Resnica kot nekaj, to, kar sem prej omenila, po eni strani to iskanje oziroma ugotavljanje, ali obstaja resnica kot absolut, in po drugi strani te mnoge druge resnice. Ne? Se pravi, nekateri eseji so se soočili s tem, z individualnimi resnicami, ne, je recimo, ki jih dojema avtor lahko kot neko grožnjo tej absolutni resnici. Oziroma mogoče individualne resnice, ki so samo nekateri vidiki te resnice, ne, enotne resnice. V bistvu tukaj se tudi vidi, da smo v tem času, ko so nekateri eseji opozarjali na virtualno resničnost in posledico tega, kako to vpliva na, v bistvu, kako lahko to pohabi na nek način ta človeško pristno fizis, ne, ki v grščini v bistvu tudi pomeni neke vrste resničnost, resnica. In kako v bistvu ga lahko, ne, v bistvu na ta način popolnoma tudi zamedli ta čut za resnico. Tako da to je nekaj, kar se v bistvu se vidi, ne, da so mladi občutljivi na to, da se zavedajo tega, in to se mi zdi pač, se pravi, sploh ne presenetljivo, ampak zelo pomenljivo, kako so na te skupne teme v bistvu razvijali zelo različne misli, ne. Potem to, kar me je v bistvu pa tudi nekako, bi rekla, pogrelo, je ne, lepo v dobrem smislu, ogrelo me, tako, je pa tudi ta navezava dobrega, ne, prvič je to in resnica in dobro. V teh esejih sem videla, da ste velikokrat, večinoma spet ste to navezali na neko izkušnjo, se pravi na neko življenje, ne. Večkrat je bila nekako ta postulat, živeti dobro, živeti resnico. Se pravi, spet resnica ni neka, tudi kot absolutna resnica ni nek malik, neka slika, nekaj, ne, kar častimo, ne, in se klanjamo temu, ampak v bistvu se zahteva neko konkretno delovanje, bivanje dejansko v tej biti ta resnica. To je bilo recimo, to je tisto, kar človeka tudi na nek način ohrabri, ko bere take stvari, ne. In druga stvar, spet v povezavi s tem, ne, je pa altruizem. Se pravi, številni avtorji eseja ste navezali v bistvu to iskanje življenja, resnice in dobrega na drugega, na sočloveka. In to se v bistvu krasno navezuje na našega Plotina. Dejansko dobro v bistvu ni dobro, če se ne da, ne, naprej, če se ne da drugemu. In to v bistvu brez dobrega tudi ni drugega, ne, in v bistvu ta odnos, ki se vzpostavi v prvem hipu, lahko rekli, izstopa iz dobrega, je pravzaprav na nek način osmisli dobro in resnico. In to je bilo nekaj, kar se je pojavljalo spet v številnih esejih, ne. Lahko preprosti, kretni do sočloveka, reči za ta človeški altruizem, ampak predvsem to zavedanje človeka, sočloveka, sveta, v čemer se kaže, se mi tudi ena velika odgovornost. No, tako da v tem smislu, tudi to je zanimivo, ne. Mogoče v nekaterih esejih, nekatere misli so recimo meni tuje, mojemu ali nazoru ali prepričanju, ampak nikjer ne bi morala reči, recimo, to je pa ne, laž ali nesmisel, ali nekaj, s čimer bi jaz se absolutno globoko ne strinjala, ne. Kar spet pomeni, da gre za nek iskren pristop in v bistvu, ko, ne, človek piše o resnici, če je iskren, če je pristen, v bistvu ne more napisati nič narobe, če lahko tako rečem, ne. In to se mi zdi, da se je pokazalo
predvsem v teh nagrajenih esejih. Hvala lepa tudi. To sem želela vse čas iskrene čestitke vsem nagrajencem. Se pravičujem, da še ne konec. Hvala lepa seveda za tako temeljit pogled tudi v samo letošnjo esejistično bero. Imenitno si zaključila s tem, da je potrebno vedno tudi dajanje, če na tej poti iskanja resnice in dobrega. In v tem duhu seveda tudi Slovenska matica poskušala ustanoviti ta natečaj in seveda brez krke, naj povem še enkrat, tudi ta izvedba tega brez dajanja in pomoči ne bi bila možna. Tako da na tej točki seveda se moram najprej zahvaliti naši imenitni sogovornici, draga Sonja, res iskren poklon in zahvala za tako temeljito 10-letno delo in seveda tudi za današnji pogovor. Prepričana sem, da je nagovoril vsakega tu v tej dvorani, zdaj pa seveda moramo na vsak način prepustiti oder tudi mladim. Še prej pa, naj samo še to povem, že Platon je rekel, da je filozofija heariste musike, torej neka najvišja. Danes bi rekli glasba, takrat seveda v širšem pomenu umetnost, tisti darmus. Pa torej začnimo drugi del današnje prireditve z glasbo. Hvala lepa.
prišli do osrednjega dela današnjega dogodka. Se sliši? Ja. In to je seveda prijetna naloga, podelitev nagrad, plaket nagrajencem letošnjega natečaja. Začeli bomo z podelitvijo nagrad dijakom. Nagrade bo, ker kot rečeno, tudi predsednika komisije natečaja pač danes ni z nami, podelil predsednik Slovenske matice, dr. Aleš Gabrič, z tajnico urednico pa bova tudi prebrali utemeljitve za vsako posamezno podeljeno nagrado. Tako da nagrada za 3. mesto v kategoriji dijakov letos ni bila podeljena, tako da bomo začeli s podelitvijo 2. mesta v kategoriji dijakov. Slovenska matica v počastitev svoje 159-letnice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom podeljuje na natečaju za dijake in študente s temo Pot k resnici in dobremu priznanje za 2. mesto v kategoriji dijakov Ani Kumperger za esej z naslovom V skritih dvoranah duše. Žal se je avtorica opravičila, da danes ne more biti prisotna, vseeno pa si zasluži utemeljitev. Avtorica na prodoren način osvetljuje aktualen problem človeške eksistence brez življenja, s čimer opozarja, da je takšna eksistenca, ki hiti od enega opravka k drugemu, prav tako odmaknjena od resnice, kot sence v Platonovi votlini. Resnično življenje zahteva prebojenost, nenehno prisotnost, predvsem pa izjemno občutljivost na vse, kar se dogaja okoli nas in v nas samih. Mnogo tega je bilo že zapisanega, upodobljenega, zaigranega, a tudi spregledanega v enodimenzionalnem pogledu na lastni obstoj, ki se pogosto podreja pravilom, ne da bi jih osmislil. Avtorica v 2. delu eseja izpostavi individualno odgovornost za lastno dušo, ki osebno svobodo utemeljuje z nenehnim iskanjem dobrega. Odlika eseja je tudi živahen notranji dialog, v katerem nobeno vprašanje ne ostane neodgovorjeno, ob čemer se porajajo vedno nova. A tudi to je del tega, kar avtorica imenuje živeti resnico. Slovenska matica v počastitev svoje 59-letnice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom podeljuje na natečaju za dijake in študente na temo Pot k resnici in dobremu nagrado za 1. mesto v kategoriji dijakov Mihu Osredkarju za najboljši esej z naslovom Pomembnost resnice. Avtor se v svojem razmišljanju sooča s paradoksom samostojnega obstoja resnice, ki je ljudem nedosegljiva, a jih kljub temu vodi na njihovi poti iskanja, pri čemer jim pogled kratijo individualne resnice, ki pogosto nasprotujejo ena drugi. Kot temeljno etično načelo izpostavi Sokratovo ljubezen do resnice kot najvišje vrednote, ki uravnava naše misli, besede in se naposled pokaže tudi v dejanjih. Esej odlikuje preprost, a globoko pogled v temeljne parametre človeškega obstoja, kjer avtor kot neizpodbitno, neizogibno resničnost izpostavi človeško trpljenje, ki pa nam ga je dano tako sprejeti kot premagati. Morda najbolj vznemirljiva je prav avtorjeva povezava med resnico in resničnostjo, v kateri ljudje premagujemo trpljenje prav po zaslugi nepojasnenega hrepenenja po resnici, ki boli, a laž boli še huje, pravi avtor. Prva nas morda zbada kot sokratski obat, a nas hkrati uči živeti. In to je po avtorjevem prepričanju edini pravi in pravzaprav edini možni način resnico ljubiti, jo iskati in živeti. Esej se v sokratskem tonu tudi zaključi. Izogibati se laži za vsako ceno je hkrati preprost in nepopisno visoko postavljen cilj. Če si ga bodo zastavili vsi mladi, se nam ni bati za človeško prihodnost. Bravo.
Sledi podelitev nagrad v kategoriji študentov. V kategoriji študentov so bile podeljene vse nagrade, ob tem pa je treba poudariti, da je komisija podelila tudi priznanje posebna omemba. Slovenska matica v počastitev svoje 159-letnice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom podeljuje na natečaju za dijake in študente s temo Pot k resnici in dobremu priznanje posebna omemba za 3. mesto v kategoriji študentov Barbari Kovač. Za esej z naslovom Resnica in dobro. Pohvaljeni esej se posveča ključnim aspektom pristopanja k resnici in dobremu. Spretno obravnavo prizorov pred Sokratovo smrtjo in poglobljenimi referencami iz nabora starogrških filozofskih klasikov pa v te razmisleke odlično vključuje temelje zahodnega filozofskega nanašanja na vprašanje življenja in smrti. Esej namreč prizadevanja za resnico zelo prepričljivo naveže na koncepte prečiščenja in odrekanja. Pot do resnice tako nikoli ni enostavna, vselej vsebuje aktivno negacijo neresnice. Prav tako pa je tudi pot k dobremu sestavljena iz naporov in nenehnih aktivnih prizadevanj. Zato esej kot ključni vodnik na tej poti izpostavi element žrtvovanja za resnico, točko, ki povezuje tako Sokratovo kot Jezusovo smrt. S tem pa vzpostavlja tudi model za naše življenje v iskanju resnice in dobrega. Esej v tej luči nastopa izjemno aktualno in premišljuje tudi o sodobnih nanašanjih na svet, ki se pogosto stekajo v tezo o koncu resnice in stanju postresničnosti. Kljub temu pa, kot zelo uspešno dokazuje esej, pravzaprav v svojem temelju niso prav nič drugačna od inavguralnih filozofskih in religijskih gest, pot resnice je žrtvovanje. Le v tem oziru je lahko doba, ki v pretiranem individualizmu ni sposobna premika od jaza k drugemu, razumljena kot postresnična. Letošnja strokovna komisija v sestavi profesor dr. Edvard Kovač, docentka dr. Sonja Weiss in dr. Luka Prebežnik pa je podelila še drugo priznanje, posebna omemba za 3. mesto v kategoriji študentov. In sicer Pavlu Mušiču za esej z naslovom Logos, vrata k resnici in dobremu. Nagrajenca žal danes ni z nami, se je opravičil, takole pa se glasi utemeljitev strokovne komisije. Esej Logos, vrata k resnici in dobremu zelo uspešno odpira ključne teme, ki v veliki meri zaznamujejo zgodovino človeških prizadevanj za bolj smiselno in polnejše življenje. V odličnem slogu, ki s izhodiščnim vprašanjem pristopa preko starogrškega koncepta, ki že v izvirniku zajema zelo raznolike pomenske registre. S tem pa priča o večplastnosti najglobljih fenomenov, ki določajo naše miselne poskuse. Esej je tako zasnovan kot zelo spretna plovba med različnimi vidiki izraza logos. V prvem delu
je izpostavljen predvsem kot beseda, nosilec pomena in osrednja komunikacijska enota, kot tak, ta izraz nastopa kot gradnik vseh kulturnih stvarnosti, ki pogojujejo naše razumevanje sveta in predstavlja znanstveno pot k resnici, ki pa dejansko nikoli ne more biti povsem zadostna in zadovoljiva, ter pot k dobremu, ki je vselej že vpeta v pojmovne in jezikovne strukture. Kot taka pa ne dosega pristne eksistencialne globine. Esej zato opozarja na nezadostnost takšnega ozkega pojmovanja in odlično izpostavlja tudi druge vidike tega grškega koncepta. Logos je v končni fazi pojmovan kot neizmernost stvariteljskega duha, skrivnostna sila, ki prežema in napaja vse stvarstvo. S tem pa ne predstavlja le poti k resnici in dobremu, pač pa tudi najgloblji cilj vseh človekovih prizadevanj. Esej odlikuje dodelana argumentacija in bogat nabor referenc, ki so lepo povezane v celoto. Priznanje strokovne komisije za drugo mesto v kategoriji študentov Slovenska matica v počastitev svoje 159-letnice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom na natečaju za dijake in študente s temo Pot k resnici in dobremu podeljuje Jernejo Levi. Za esej z naslovom O izviru dobrega. Filozofski esej o izviru dobrega z bogatimi in več kot umestnimi referencami, ki pokrivajo zelo raznolike izraze zahodne misli, odstira najgloblja eksistencialna vprašanja. Razmišljanje o dobrem namreč nikoli ne more biti zgolj teoretsko. Zadeva nas v sami globini biti. Esej v odličnem jeziku in slogu opozarja, da je dobro v jedru zaznamovano z neposedljivostjo, nastopa kot prelom s krogom ekonomskih kroženj in izmenjav. Dobro se v lepih življenjskih trenutkih pojavlja kot dar, ki neskončno presega vse naše možnosti. Kot prepričljivo argumentira nagrajeni esej, pa dobro ni le nekaj, kar v milostnih trenutkih pasivno motrimo, pač pa vselej v sebi nosi preobraževalni naboj. Ko se temu izpostavimo, tudi mi postajamo njegovi deležniki. S tem pa se nam vsem bivajočem razkriva dobro. In še prvo mesto, nagrada za prvo mesto. Slovenska matica v počastitev svoje 159-letnice v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom podeljuje na natečaju za dijake in študente s temo Pot k resnici in dobremu nagrado za prvo mesto v kategoriji študentov Blažu Sušniku. Za najboljši esej z naslovom Tri potje k dobremu.
Esej je interpretacija Plotinovega nauka v 3 hipostazah, ki jih avtor po zgledu tega misleca razgrinja v podobi krogov, ki se sučejo okoli središča. Avtor ob tej podobi razmišlja o različnih poteh, ki vodijo k dobremu enemu. V središču je popotnik, ki je duša, ta pa je prav vsak izmed nas. Prav ta praktična aplikacija filozofije, ki danes pogosto ostane nezapažena, je v eseju postavljena v ospredje. Se je bilo tako tudi za Plotina in njegove učence. V tem duhu nam avtor opiše pot ravne linije čutno zaznavnega obstoja, ki je v nekem smislu najbolj preprosta in najbolj oddaljena od središča, kateremu teži kakor radi krožnice. Druga je pot kontemplativnega kroženja, nenehnega približevanja središču in oddaljevanja od njega. Tretja je nepot. Sovpadanje s središčem, ki ga avtor vidi kot zlitje z dobrim. Spričo tega trenutka spomin na vsako pot povsem zbledi, kar pa ne izniči njihovega pomena. Tudi tistih poti, ki so neskončno oddaljene od središča ali se mu neskončno približujejo, ne pa da bi ga dosegle. Avtor poudarja prisotnost dobrega na vsaki izmed njih. Na fizični, kjer, navajam, majhna usluga in mil pogled lahko udejanjita dobro nič manj, čeprav drugače kot na duhovno-kontemplativni poti, kjer nikdar ne odmaknemo pogleda od njega. Esej odlikuje izvirnost misli, ki avtorja v nekaterih pogledih približa poznejši interpretaciji Plotinove filozofije. A ni zato nič manj utemeljena, nič bolj ali manj trivialna kot marsikaj že povedanega in napisanega. Očitno je, da se avtor tega zaveda. Njegov opis brezčasnega trenutka, ki je uniomistika, je prodoren uvid v neizrekljivo, ki ga vodi v besedni in miselni molk. Prišli do konca današnje prireditve. Iskrena zahvala vsem sodelujočim, predvsem res iskrene čestitke vsem nagrajencem. Veseli me, da smo z nekaterimi se tukaj že srečali, kar pomeni, da svojo pot nadaljujete. In prav tako me pa veseli, da vedno znova prihajajo tudi novi. Tako da upam, da bo se to v prihodnje nadaljevalo in nadgrajevalo. Zdaj bomo slišali še zadnji del glasbenega programa. Kot rečeno, bo to priredba slovenske ljudske pesmi v priredbi Januje Vrlec. Potem pa ste vsi vabljeni na še slavnostno proslavitev tehle nagrad. Prosim za glasbo.